Lep pozdrav v imenu Policijsko-veteranskega društva Sever Dolenjska in Bela krajina. Danes smo se zbrali tukaj na glavnem trgu, da gremo s pohodom do kmetijske šole Bajnov. Med pohodom bomo obiskali tudi policijsko upravo Novo mesto, se pravi staro policijsko upravo na Jeribovi 1 in pa pri hranitelju orožja Teksas Vladislavu, tam je na Šmarješki cesti, kjer je pač 91. leta hranil orožje. Pot nadaljujemo seveda do Bajnova, kjer bo proslava, katero skupaj organiziramo z Centrom biotehnike in turizma Bajnov. Poudarek je na dogodke 91, seveda 30 let samosvojitve in pa akcija Skala. Akcija Skala je bil pomemben dogodek takratne milice in sicer prevoz delegatov na takratno nočno skupščino v Ljubljano. To je bila tajna akcija po skrivnih poteh, izvedena brez kakršnih koli težav, profesionalno in odgovorno, tako da so delegati prišli na mesto v Ljubljano na nočno sejo, jo popravili, zaključili in v jutranjih urah se vračali nazaj na Dolenjsko in Belo krajino. Da čim bolj približati, da bomo to zadevo malo poslikali. Treba avto odmakati, da ne bi tle parkirati. Naj pridijo, pa ja. Predsednik, okej. Spoštovani, dovolite mi, da v imenu organizatorja prvo zadevo in naj postane od danes naprej tudi tradicionalna, bom rekel izvrstna. Jaz se moram zahvaliti najprej gostišču, ker vse to, kar smo danes tukaj sprobali, da smo dobili malo energije, da bomo lahko prehodili te ulice Novega mesta do končnega cilja, nas je gostilo gostišče, torej s pomočjo tudi, bom rekel, direktorja kmetijske šole Grm, ki nam bo seveda se pridružil na sami proslavi. Hvala še enkrat. Lepo še. Levo, desno, kom si povedal? Tev so desno dol, lej, aha, dobro, pa gre. Ja, to bomo vlaste. Ne, zdaj tam slikamo, ima kurva, nekaj mama prišlo, gleda. Nas bo dal, na malce. Kar z avtom prej. To pa ne je pa gres. Ne. 49 dnev. Ja. Desno, avto gre. Jaz sprašujem, že so zgradbo poznate, ne? Ne želite si jo preveč, ne? Tudi tam na uni strani, ne? Da smo se slikali za izkazu. Zimo. Sam ti če prižel na stani. Jo, evo. Nekaj smo se za izkazu slikati, da boste vidimo, da ura stavno. To sam jih samo čao biti čisto čas, da uro odmire. Dobro, da je na žrato, da je na kakšen domovni To je bilo planirano malo širše zadeva, da bo zastavljena za dan praznik občine Novo mesto v mesecu aprilu, vendar se bomo predstavili na ta del. Z direktorjem biotehnike smo se pač dogovorili, da
skupaj organiziramo to zgodbo, ker kot veste, nekateri ravno češne, da ste tudi nekateri rezervni policisti bili v akciji Sever, leta 80. leta, v Poklican in tako dalje. Teh informacij žal društvo nima, kakšnih, kdo je bil, kaj je bil. To čaka. Skratka, vse umetnik, kaj veliko se nazaj ne da popravljati, če zbira bomo probali kaj urediti, tako da bo se prav dobesedno dosti dobre informacije do posameznika, takratnega rezervnega miličnika in aktivnega miličnika izpostavimo, če je potrebno, in povemo, kaj smo mi delali, kako smo delali, kje smo bili. To ni bila 10-dnevna vojna, pa konci ste bili poklicani, da ste dobili poziv, pa ste prišli, ali še orožje niso imeli, ko so nekateri na neki drugi strani, dobro, zdaj vam poznane, da ste vi oziroma vsi mi že mnogo prej se pripravljali, delali. Jaz sem sam sebe presenetil, zdaj, ko sem čital pomnik, Marjan Dregan na orožje, oziroma tisti, ki smo bili v tej akciji planirani, imeli že orožje doma, dolgocevno, na en kup časa v torbah. Kot mlad miličnik, takrat kartona dejansko ne samo, če smo narekovali, ki bi ta avtomatski ti tam v prslažni, kot je zdaj se bila samo takrat. To je bilo, da je bilo nam zaupano kar dosti, vsem nam takrat. Skratka, da smo nekaj bili pomembni pa mnogo prej, preden se 110-dnevna vojna začela. Saj po tej akciji Skala, ki danes malo bolj poudarjamo, smo te delegate, da so se pomniki naredili že v mesecu februarju. In zato tudi dobro dokumentirali, dobro vedeli, tudi obvladovali, vendar nekje to je. Verjemite mi, da nekje je. Nekdo ima doma v predavanju, nekje je v nekih arhivih. Verjetno se bo to pokazalo. Če sam povem za Medvedek je bil konkret posnet iz strani takratnega našega tehnika, Kulovca, tukaj so ga gledali, posnetka ni. Skratka, nekje je. Sigurno se ni uničil, kako se ne. Državna varnost, pa tudi da smeš progresi zone. Tako, te službe so takoj pobrale in skratka, naše aktivnosti so nekako gre potem celo desetletje nekako nismo. Zdaj pa da ne bomo biti dolgi, da gremo naprej. Pa še zmeraj gre to za sebe. Ja, drugače biti ne mora. Ja, šef je rekel, da moramo več preko. Kar pojte naprej, da smo pripravili vse. Ja, prihajam, Janček. Branček, ja. Malce, zakaj ne te hiš več? Da. Mi smo čakali bolj zdaj. To raz mora brdski pet. Kar izvolite naprej, ja. Pa že boljše. Olega. Ok, lepo pozdravljeni, enkrat nekaj se je nam tukaj pridružilo na novo. Vse skupaj lepo pozdrav tukaj pri družini, Ektor v Ločni, pozadu tu, kjer je pač bilo hranjeno orožje takratne milice, skladišče takratnih postaj milice oziroma prometne milice, ki so bili tukaj. In pa seveda to je bilo takrat dejanje, ki je mogoče bilo, glavnem, vse te dejanje so se izvajale v tajnosti. Kot sem že povedal, v začetku tudi je opisano, je v brošuri, katera je izdana, tako je v zborniku opisano,
delo takratne milice z začetkom akcije Sever, preprečitev mitinga resnice do Dolenjskega oziroma za takrat Novo mesto vključeno v veliki meri. Se takratno na kmetijski šoli, takrat posebno enota in vse enote so bile vključene v preprečitev tega mitinga, bilo kako bi prišli ti mitingaši preko Slovenije oziroma preko meje v Slovenijo. Kasnejša manevrska struktura narodne zaščite, kjer je nekaj mesecev delovala popolnoma tajno in bo kar nekaj članov takratne milice udeleženih v teh aktivnostih, potem sami ostali dogodki samosvojitve in pa samoosvojitev, se pravi 10-dnevna vojna. Še enkrat moramo poudariti, res je, ko sem že prej povedal, aktivnosti milice po osamosvojitvi je nekako zamrla. Takratni ministrstvo za notranje zadeve ni naredilo, po moji oceni, tistega, kar bi mogla in prikazalo naše delo, naše aktivnosti, katere niso majhne, da je pač vsa samosvojitev tako išla, kako se je. Med drugim je bila tudi ta akcija Skala, pomemben dogodek, v kateri smo takratni miličniki iz Dolenjske pripeljali poslance v Ljubljano iz Bajnov oziroma iz cele Dolenjske Bele krajine na Bajnov in pa potem iz Bajnov v Ljubljano na nočno skupščino in nazaj. Že še enkrat povem, da ta akcija se je načrtovala že v mesecu februarju. Med nami je tudi Borut Novak, takratni komandir, kjer je pripravil te opomnike za delo milice v situaciji prevoza teh delegatov v izrednih razmerah v Ljubljano. Se pravi, koliko mesecev prej, pol leta prej, se je že na podlagi seveda ministrstva oziroma takrat notranjih zadev gor z Ljubljane ti opomniki pripravili, določili ljudi, natančen potek, vse kako bo potekalo. Nobena stvar ni bila prepuščena na ključu. Celo več, še dodatno se je to vse preverjalo in zavarovalo. Tako da v ta sklop spada seveda tudi ta dogodek oziroma kot hranitelji orožja, tukaj je eksperju v Ločni. Tako tudi drugi hranitelji orožja na moči, kjer je naše takratne policijske uprave. Zdaj pa imamo tukaj tudi priložnost, da gospodu eksperju podelimo znak osamosvojitve. Tudi 30 let pozneje, mislim, da ni prepozno, pa prosim, gospod Tekstor, gre za znak, kateri bi ga po vsej verjetnosti že mnogo let prej mogli No, nikoli ni prepozno. Tako, izvolite. Hvala lepa. Evo, izvolite. Hvala lepa. Prosim. Dajmo en aplavz za gospoda. Gospod Tekstor, zdaj pa mogoče tam dve besede, tri, lahko pet, neomejeno, tako, pardon, se pravičujem. Kaj, lepo pozdravljamo vse, ste prišli, lepo je, da ste prišli, me veseli, upam, da smo vse kdaj videli. Čeprav imamo Drugo leto. en še tak čuden. Ne? In to je to. Zdaj boste pa mečken zakuske dobili, bo tam moj vnuk, Vladimir, pa njegova sopotnica Helena, pa mama Jožica, pa sestriča Andreja je tudi tam nekje. Bo da vas pa lepo postregle malo, da ste malo popili, da ste lažje nadaljevali pot. Hvala lepa. To je to. Spoštovani, izvolite. Vse, kar je na dvorišču, je za vas. Izvolite, nekaj šanja, vino,
rokavi, kar izvoli, stresno si je. Drugačne paše. Pa tale so zakrili malo. Skojga na plancu. Jaz si, to je samo. Radosta. Da sem te rekel, pa sem vrnil tega vedno. Dobar dan, izvolite. Da vzem nekaj. Se bom, se detalje nekaj. Veš pa nekaj bolan, pa je rekel, da bo mogoče bo nekaj. Ja. Ampak je prekisa, je odpre, ko je en misli, da na goa. Vem, kot je. Como se tam bile. Ja. Ja. Pak treba noter vrta. Bravo! Lep pozdrav. Živijo! Evo. Ki smo mu poslali. Ja, da bo kaj narišeš. Je fajn, da mu pošlješ, pa ni fajn, da mu pošlješ. Ne, ni pa še bilo v čuslice, ki smo poslala, navedem, v kući slik. Ne. Spoštovane gospe in gospodje, v veliko veselje in tudi čast mi je, da vas lahko vse skupaj in vsakega posebej
Prav prijazno pozdravim in vam zaželim toplo dobrodošlico na Grmu Novo mesto, Centru biotehnike in turizma. Republika Slovenija v letošnjem letu obeležuje 30 let obstoja. V tem pomenljivem času je ključno tako ohranjanje žlahtnega spomina, kot tudi in predvsem ocena sedanjosti ter vizija prihodnosti. Nacionalna samobitnost, potrjena 25. junija 1991, je bila zgolj posledica stoletja trajajočega razvoja slovenstva skozi ustvarjalno pot brižinskih spomenikov, Trubarjeve zaveze, da Slovencem nameni jezik in knjigo, danes pogosto pozabljene slovenske znanosti, katero je utemeljil Janez Vajkard Valvazor, diplomatske sposobnosti Sigismunda Herbertsteina, kateremu v 15. stoletju znanje slovenščine predstavlja prednost v njegovi diplomatski službi, vojaške spretnosti Adama Raubarja in Žige Zoisa ter drugih zaslužnih posameznikov, ki so svojim delovanjem postavljali in razvijali kulturno-zgodovinske temelje slovenske samobitnosti. Nenazadnje pa ne smemo spregledati slovenskega boja za spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih načel. Današnji trenutek ni samo slavospev vsem preteklim dosežkom, ampak mora biti tudi zrcalo današnje družbe in današnjega časa. Ali smo ohranili zavezanost humanim in demokratičnim načelom? V tem pogledu je 30 let samostojne Slovenije priložnost za oceno naše lastne, osebne suverenosti, našega prevzemanja odgovornosti za našo prihodnost in naše sposobnosti za medsebojno sožitje v iskanju skupne sreče, ne glede na medosebne razlike. Slovenija danes potrebuje zgodovinski spomin na vse, ki so doprinašali skozi stoletja k izoblikovanju slovenskega naroda in njegove zavesti, kajti brez njih ne bi bilo česa samo osvajati. Slovenija danes potrebuje spomin na vse tiste, ki so k osamosvojitvi doprinesli neposredno, kajti brez njih bi bil ta svet danes drugačen, bistveno bolj prepreden z vojnimi travmami in smrtjo. Spoštovane gospe in gospodje, upam, da ste od glavnega trga Novega mesta do tega pomenljivega spomenika, ki nam je dnevni pomnik na dogodke izpred 30 let, ubrali lahkotne korake, z mislimi osredotočeni na pomembne dogodke v preteklostih, ko ste vi ali vaši najbližji sooblikovali samostojno domovino Slovenijo. Tudi naša šola je bila svojo infrastrukturo in zaposlenimi neposredno vključena v postopke osamosvojitve Slovenije. Za nami je 30 let od začetka tiste poti, o kateri se danes marsikdaj upravičeno, včasih pa tudi pretirano kritično sprašujemo, ali nam je dala že vse, kar so si prizadevali in kar so tedanji ljudje najavljali, da bodo storili. Magister Kovačič je bil v letih 1990-1992 poslanec in predsednik novomeške vlade ter izvršnega sveta skupščine občine Novo mesto. Od leta 1994 dalje je bil minister brez resorja Republike Slovenije, odgovoren za lokalno samoupravo, med letoma 1998 in 2002 veleposlanik Republike Slovenije v Zagrebu, od leta 2002 do 2006 pa tudi novomeški župan. Lepo povabljeni k današnjemu slovesnemu pozdravnemu nagovoru. Spoštovani soustvarjalci slovenske države, s ponosom in respektom vam izrekam nekaj besed pozornosti in zahvale ob 30-letnem jubileju. Od osamostojnosti neodvisne države je bila dolga, bili smo sami. Častno, pokončno, plemenito in pošteno ste odigrali svojo vlogo, saj ste bili edini vojni policijski veterani v Evropi. Legalnost in legitimnost ste izkazali po sprejetju 91 amandmajev k Ustavi Slovenije 1989.
Z blokado mitinga resnice je policija pokazala veliko privrženost narodu in visoko etičnost in profesionalno dokončnost. Vlogo pri nastajanju slovenske države je opravila vzorno, zanesljivo in učinkovito. Bila je edina strokovno usposobljena, oborožena in zaupanja vredna sila v slovenski družbi, ki je bila sposobna varovati ljudi, zavarovati slovensko suverenost in razvoj demokracije. Krasila je poklicna državnost in skromnost. Vse je bilo alocirano na 25.6.91, kjer je skupščina sprejela temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Za potrebe prevoza delegatov na tajno zasedanje je bil sprejet signal Skala s klicnim signalom Meža. Težko se sprijaznim, da je bila policija mevža, ledena, skorumpirana. Ni bilo nobenega paternalizma politike nad policijo, razprav o tem, kdo vodi policijo. V ospredju je bilo, kako zavarovati nekaj ur staro državo pred agresijo Jugoslovanske ljudske armade. Bili ste aktivni v vojni za osamosvojitev in zaščiti demokratičnih procesov, kar je bilo še kako aktualno in še danes. Spoštovanje temeljnih vrednot demokracije, kot je neodvisnost veje oblasti, vladavina prava, svobode medijev, spoštovanje vloga civilne družbe. Profesionalnost in pokončnost policije, ukrat nedvomno, tudi še danes. Gospod Dragan je bil aktiven miličnik vojne za Slovenijo, tudi vodja varnostnega okoliša na območju krajevne skupnosti Otočec, kamor sodi šola, pred katero stojimo, zato še kako dobro pozna zaupanje vodstva šole in zaposlenih v času najpomembnejših in ključnih trenutkov borbe za samostojno Slovenijo. V tej današnji slovesnosti povabim k nagovoru in da razprete tančico misli na tiste v vašem srcu še vedno žive dni. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj, spoštovane veteranke, spoštovani veterani, spoštovani prisotni delegati Slovenske skupščine leta 1991, in sicer so z nami Boštjan Kovačič, Božidar Kočevar, Marjan Dvornik, Stanislav Bevc in Zvonko Ivanušič. Ostali so se upravičili, in sicer Cveto Gradišar, Slavko Dragovan, Julij Nemanič, Gregor Golobič, žal pa Lojzita Metelkov ni več med nami. Med nami pozdravljam tudi predsednika Zveze društev Sever, gospoda dr. Tomaža Časa, in pa našega gostitelja, direktorja Antona Hrovata, direktorja Grba Center biotehnike in turizma. V policijsko-veteranskem društvu Sever, Dolenjska in Bela krajina se prizadevamo, da bi tako notranji kot širši zunanji javnosti prikazali aktivnosti takratne milice, tako z akcijo Sever s 1.12.89, pa manevrsko strukturo, pa ostalih samosvojitvenih procesov in seveda 10-letne vojne 91. Zato danes podrobneje predstavljamo akcije Skala, to je prevoz delegatov takratne slovenske skupščine z Dolenjske in Bele krajine v Ljubljano na tako imenovano nočno zasedanje. Ne, 29.6.91, okoli 12. ure, sem bil se strani takratnega komandirja postaje milice Novo mesto, Boruta Novaka, katerega tudi pozdravljam med nami, da se zglasim pri njemu v pisarni. Razloženo mi je bilo, da je aktivirana akcija Skala in da pričnemo z aktivnostmi. Glede na to, da sem imel svojo skupino, ki je opravljala naloge po celotnem terenu, večino rezervnega sestava milice, je mojo skupino prevzel drugi aktivni miličnik, kateri je dobil nalogo, da se skupina odide do kmetijske šole tukaj na Bajnov, dobro skrije vozilo in neopazno opravlja varovanje in so pozorni na vse morebitne in nepoznane ter sumljive osebe. Načrt akcije Skala je bil predviden na izvedba
se pravi sklic delegatov takratne slovenske skupščine preko uprav za notranje zadeve, organizacija prevoza delegatov od zbirnega mesta do lokacije zasedanja zbora skupščine in nazaj na mesto bivanja, varnostno spremstvo in varovanje na relaciji celotnega potovanja. Za zasedanje zborov skupščina v izrednih razmerah so bili takrat določene 3 lokacije, in sicer Center za obrambo in obrambno usposabljanje na Poljčah, Kadetska šola za miličnike v Tacnu in pa seveda Skupščina Republike Slovenije na Šubičevi ulici. UNZ Novo mesto je organiziral prevoz delegatov Dolenjske in Bele krajine, najprej na zborno mesto tukaj v kmetijski šoli in od tu naprej po posebnem načrtu po varnih poteh po dolini Krke do Ljubljane. Pozno popoldne so miličniki pripeljali delegate iz Dolenjske in Bele krajine tukaj na zborno mesto, kamor je prišel tudi takrat inšpektor za vojne zadeve milice, gospod Anton Gole, kateri je meni kot vodji varovanje predal ustrezna navodila ter kuverte, v katerih so bile šifre za tajne lokacije, katere bi se odpirale po potrebi, vkolikor ne bi bilo mogoče delegate pripeljati v Ljubljano. Dokončna odločitev, ki je bila odvisna od varnostne situacije, naj bi bila sporočena med potovanjem. Do zbirnega mesta je potekalo vse tako, kot so predvidevali načrti. Vsi delegati so bili zbrani na mestu že nekaj pred 17. uro in potovanje se je pričelo. Vozilo smo obračali in se vračali pač po poteh, kjer je to dejansko bilo sploh možno. Seveda so na operativnem štabu v UNZ Novo mesto celoten potek akcije napeto spremljali in spoštovani. Zgodovinsko dejstvo je, da nam neodvisna država ni bila podarjena. Hvala lepa gospodu Marjanu Draganu, predsedniku Policijsko-veteranskega društva Sever, Dolenjska in Bela krajina. Gospod Gole rad poudari, da so v času zgodovinskih dogajanj na Dolenjskem in v Beli krajini v letih 1989 do 1991 na braniku domovine stali z ramo ob rami mnogi pogumni možje in da ni nihče nikogar spraševal, v kateri stranki je. Vsi so imeli isti cilj, boriti se za svojo državo in skupaj dosanjati Črtomirove sanje po deželi, kjer nje sinovi si prosti voljo, vero in postave. Spoštovane veteranke, veterani, dragi gostje, kadarkoli izgovorim besedo veteran, se mi vrne spomin desetletje in mogoče še malo več nazaj, ko mi je vnuk vprašal: dedi, kaj pa je to vojni veteran? Veš, dragi vnuk, to je ena zelo, zelo lepa stvar. Ampak jaz želim, da ti nikoli ne bi bil veteran. Spomine na pretekle dogodke je zelo lepo obujati, kajti vsak dogodek ima svojo resnico, ima svojo zgodbo, a žal nekatere zgodbe gredo v pozabo, druge gredo spet z ljudmi v grob. In ko smo razmišljali, kako na taj način narediti, ker z redno pošto ne smemo, bo to pricurlalo v Beograd. Smo enotno sklenili, da to nalogo tajnega obveščanja in pripeljati delegate v skupščino lahko naredi samo slovenska policija. Slovenska policija je strokovno usposobljena,
oborožena in skratka njej tudi zaupamo, ter si je že izkazala v raznih postopkih, kot so Akcija Sever. K pozdravni besedi vabim direktorja Grma Novo mesto Centra biotehnike in turizma, gospoda Toneta Hrovata, ki ima še kako žive spomine na pretekle dni in jih vedno z zanosom deli med zaposlenimi, dijaki in študenti šole, ter z vsemi gosti, ki šolo obiščejo, ter jih popelje mimo tega spomenika, ob katerem stojimo, pa vse do pomenljive spominske plošče v skrivnostni vinoteki šole. Spoštovane dame, gospodje, cenjeni veterani, dragi prijatelji, moram reči, da imamo vsi skupaj neko veliko srečo, da smo doživeli te dogodke, da jih živimo tudi vnaprej in gradimo naprej. Jaz imam to srečo, da sem kot ravnatelj in sedaj direktor tega centra opazoval iz dveh strani. Eno kot pedagog, drugič pa tudi kot malo politika. Mislim, da je kaj zapovedati na tem mestu, zato so tudi te tri plošče tukaj na tej piramidi protitankovske oborožitve. In seveda veliko je tudi tistega, kar bi se lahko spominjal z moje strani, kjer nisem bil ne miličnik, ne veteran v teritorialni obrambi, vendar gostitelj vseh. Zato, dragi prijatelji, počutite se kot Grmčani, tako kot naši dijaki, učitelji, kot naši sodelavci, saj ste tudi tu gradili marsikakšen menik. Zato vedno dobrodošli v našem prostoru. Če pogledam vaš del, te table, lahko rečem, da sem velikokrat prišel zjutraj v svojo pisarno, kjer je pospravljal takratni komandir svojo spalno vrečo, ostali so bili pa v telovadnici. Ključ ste imeli pa tukaj na vratih, smo bili dogovorjeni. In v tem smislu je en tak dogodek. Drugi dogodek, seveda, ko smo v izvršnem svetu, jaz sem v to srečo tudi, da sem bil z Boštjanom Kovačičem v izvršnem svetu Novo mesto, kjer smo imeli tudi Albina Gutmana, kjer je na nek način umestil v naš center, v internat, ki je bil prazen. Takrat smo sanirali šolo, ki je bila prazna. Sklep vlade je bil, da se ukine. In sem rekel, Albin, mi nucamo tudi denar, nekaj denarja je tudi imel, pridi k nam. Vendar nekih akcij tukaj na šoli ne smeš delati, vendar na razpolago ste imeli vsi policisti in vojska, zaklonišče, kjer je bilo skrito tudi orožje in podobno, postelje in prostore. Tudi tukaj lahko rečem kakšen dogodek, ki bi ga opisal iz te strani. Seveda, zato je tista plošča na drugo stran. In ta plošča od spredaj. Tudi tukaj sem imel to srečo, da tudi če nisem vsega verjel, ker sem bil pač dete socialistično vzgojen v starem sistemu in nisem čist verjel, da ta Jugoslavija lahko razpade, pa da bo ta JLA napadla Slovenijo. Nisem verjel tega čist. Torej, naša šola je poskušala sodelovati, koliko se je dalo, s prostorom, s pomočjo materialnih sredstev in seveda tudi s pomočjo nas vseh. Tudi sedaj, dragi veterani, moram reči iskrena hvala v imenu vseh naših učiteljev, vseh naših sodelavcev, dijakov, študentov, staršev, v imenu vseh dijakov tudi drugih šol. Res iskrena hvala, ker ste dali za našo novo domovino, Slovenijo. Še posebej pa naj bo tista hvala, torej tudi hvala tudi vsem teritorialcem in vsem, ki so tako ali drugače neopaženo pomagali k temu projektu, tudi politiki. Mislim, da smo dolžni se tega spominjati, dati v našo zgodovino črno na belo in temu primerno tudi služiti domovini vnaprej. To smo naredili zato, ker smo verjeli v domovino. In jaz si želim ob koncu, da verjamemo v to našo domovino tudi vnaprej, zato dajmo
podučiti vse najmlajše, ki o tem ne vedo nič, ali pa zelo malo. Noben učbenik še ne piše o tem. Noben od vas, ali pa malo od vas jih je šlo nagovoriti marsikakšne učence v osnovni šoli ali v srednji šoli. Rabimo to, ta spomin, da bomo znali svojo domovino ceniti. Slava pa vsem, ki so dali tudi življenje za to domovino. Hvala. Da, tudi mladi so tisti, ki so ponosni na samostojno državo Slovenijo. Na to, da je Slovenka in na lepo slovensko besedo, je ponosna tudi gimnazijka Ajda Leja Jakše, ki ima rada svojo lepo zeleno državo. Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen. Nekomu moraš nasloniti roko na ramo, da se lačna nasiti bližine. Nekomu moraš, to je kot kruh, kot požirek vode.